Za medkulturni dialog se moramo torej usposobiti ali bolje vzgojiti. Pri tem nam lahko pomagajo tudi dobri zgledi. Nekatere posnemanja vredne smo našli med dobitniki priznanj Andragoškega centra Slovenije ter prvega regionalnega festivala učenja v jugovzhodni Evropi. Sprejemanja drugačnosti se lahko učimo tudi na zgledu iz Slovenske Bistrice. Na tamkajšnji Ljudski univerzi so ugotovili, da imajo udeleženke tečajev slovenskega jezika veliko težav pri vključevanju v javno življenje. Ustanovili so študijski krožek, v katerem so lahko dobile odgovore na najbolj pereča vprašanja. Na skupnih izletih so spoznavale matično občino in njene znamenitosti. Ustvarjale pa so se tudi prijateljske vezi in marsikatera je tako našla pot iz osamljenosti. Dosežki krožka so bili večkrat predstavljeni tudi v lokalnih medijih, zato so zdaj priseljene osebe deležne večjega razumevanja med občani. Janžič Marta sem in prihajam iz Madžarske. Sem Irina, prihajam iz Republike Saha-Jakutije. Jaz sem Tatjana, tudi prihajam iz Republike Saha. Nasplošno tudi se trudno, težko pridemo do kakve informacije in da smo obiskovali kak klub pri Ljudski univerzi, to nam pomagalo. Zbrali smo predvsem nekaj njihovih najpogostejših problemov, s katerimi se srečujejo, kako dobiti službo oziroma kako se sploh prijaviti na Zavod za zaposlovanje, kakšne pravice imajo, kam se lahko zatečejo v primeru težav tukaj. In se počutite že doma v Slovenski Bistrici? Ja, seveda. Zato kot vzgajaš otrokov, živiš življenje z otroci, kateri počutijo dobesedno, domače. Poglejmo, kakšen je položaj teh žena danes. No, jaz prihajam iz Ukrajine, pravi iz glavnega mesta, in tu v Sloveniji je že poročena 10 let, bom novembra. Takrat, ko je izvedela za krožek na Ljudskem univerzi, je bilo to pred 6-7 let in meni je zelo pomagal nasplošno za vse, in za prijateljstvo, in za znanje, kaj se tiče socialnih pravic, in kak na občini gre z dokumente. Vsak mesec smo imeli srečanje obvezno in na vzporedu je bilo prvo za državo svojo, kdo povedal, naslednji. V drugem delu smo ponavadi povabljali koga, ali iz občine, ali iz socialnega centra za socialno delo. Sem prišla iz Rusije. V Sloveniji sem zato, da poročena tu, moj mož je Slovenec. Na Ljudsko univerzo je prišla zato, da rabim tečaj, kakšen tečaj slovenščine. Pa iskala, dosti tečajev ima v Sloveniji za slovenščino, ampak se to drago. Pa nimam zdaj službe in zato prišla tu, univerzijo nima takšno središče za samostojno učenje, to je vse brezplačno in zato prihajam skoraj vsak dan tu kot službo. Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica smo že pred nekaj leti začutili potrebo zaradi velike količine priseljencev, to so bile predvsem ženske, da jih nekako organiziramo, da jim nudimo podporo v socialnem okolju, da bi se nekako lažje živele, vrasle v okolje in se v okolju predvsem tudi bolje znašle. No in tako je nastal študijski krožek Živimo z vami in med vami, ki je kasneje prerastel v klub tuje govorečih priseljencev Slovensko Bistrico. Krožek v taki obliki ne deluje več, ker se te gospe precej dobro znajdejo, vendar pa še vedno ostajajo
prihajajo naše znanke, prijateljice, pogosto se srečujemo, predvsem pa jih videvamo kot uporabnike naših storitev. Ta trenutek pravzaprav uradno bom rekla, nimamo kaj ponuditi. To so le tečaji slovenskega jezika za tujce, ki so seveda po tržni ceni in ti ljudje pogosto iz socialnega roba si jih ne morejo privoščiti. Ponujamo pa jim različne druge oblike, središča za samostojno učenje, svetovanje individualno ali pa tudi skupinsko in vključujemo jih v programe, kot so Užu beremo in pišemo skupaj. Posebej ugotavljamo, da je pravzaprav najbolj ogrožena populacija žensk. Tistih žensk, ki so matere, ki so gospodinje, pogosto zaprte med vse 4 stene, ne najdejo stika. Poskušamo najti načine, kako jih pravzaprav socializirati, bom rekla, kako spoznajo našo kulturo, naš način vedenja, življenja in seveda predvsem pomembno tudi, da mi spoznamo njih. Kakšne so njihove vrednote, kaj je za njih sprejemljivo. Dostikrat trčimo ob te kulturne razlike in se zelo intenzivno učimo drug od drugega. Da bo sožitje med priseljenimi in domačini harmonično, moramo prišlekom pomagati pri vključevanju v družbo. Spoštovati moramo njihove dosežke in kulturo. Tako podpiramo ustvarjalnost in pozitivno samopodobo. Videli smo, kako se teh nalog lotevajo v Slovenski Bistrici, zdaj pa v Piran, kjer je našla novi dom mlada Nepalka. Sapana Gandarp, trgovka, samozaposlena na področju umetnostne obrti, se je rodila v Nepalu, kjer kot ženska in pripadnica najnižje kaste ni imela nobenih možnosti za pridobitev izobrazbe. Poti so se ji odprle pri 22 letih, ko se je preselila v Slovenijo k krušnim staršem. Ja, sem prišla v Slovenijo, ker sem videla, da ni isto kot ker sem doma v Nepal, to je drugačne kulture in bilo je začetka zelo težko, pol pa sem se prilagodila. Sapano sem spoznala, ko je prišla na tečaj slovenščine tu, potem se je vpisala v dokončanje obveznega šolanja, kjer je zelo hitro napredovala tudi v jeziku. Mene je presenetilo, kako hitro se je učila slovenskega jezika. Potem se je vpisala na program trgovske šole, ki ga je končala z odliko. Vedno je bila na predavanjih, vedno pripravljena, zelo vedoželjna, mislim, idealna dijakinja. Domači mi pomagajo pri učenju in dajo veliko podporo. Sapana je prav gotovo naredila velike korake, odkar je prišla k nam. Je zelo delavna in tlele sigurno je to zelo pomagalo, da je lahko naredila prve korake tudi v keramiki. Sapana je idealen primer vseživljenjskega učenja. Konec koncev je pri nas začela s tečajem slovenščine za tujce, nato z osnovno šolo, pa srednjo šolo in jo uspešno dokončala. Tako da smo na Ljudski univerzi na njo še posebej ponosni. Ta poklicna šola je, jaz mislim, da to ni konec zdaj, ker hočem še nadaljevati. Upam, da v jeseni vpisala višjo ekonomsko šolo. Ta poklicna šola je samo ena osnovna izobrazba zame, ker vedno imam občutek, da nič ne vem. Najbolj me zanima umetnost, predvsem oblikovanje keramike. Dosti sem imela te tečajev. In iz teh stvari, ki sem naredila tam, sem dala na obrtno zbornico in zdaj pa imam domačo obrt. Je pa res imela vso možnost tudi z naše strani, je imela na razpolago tudi opremo in naše znanje, ampak je predvsem tle na njej ta izjemna delavnost in izjemna vztrajnost. Si zadovoljna? Imamo lepo povedati.